Lep pozdrav vsem, ki nas spremljate. Danes se bomo pogovarjali z zanimivo likovno ustvarjalko Marušo Štibelj iz Kranja, ki se v prostorih galerije Ivana Gloharja predstavlja s konceptualno razstavo kolaža, pa ne samo kolaža, naslov razstave je Kronično pozni, gre za izbor iz širšega cikla, ki je nastajal med leti 2018 in 2020. Poleg kolažov nam Maruša Štibelj ponuja še prostorske inštalacije in animirani film, ki vse te njene zgodbe poveže v celoto. Kar se tiče Maruše, bi še povedal, da je ena vidnejših likovnih ustvarjalk svoje generacije, da je izjemno aktivna v Kranjskem društvu likovnih umetnikov, da je tudi pobudnica in pravzaprav organizatorka mednarodnega festivala kolaža Kaos v Lajerjevi hiši, ki se je prvič zgodil leta 2018. Za svoje delo, dosedanje delo, je bila tudi večkrat nagrajena in Maruša, lep pozdrav. Izjemno zanimivo je, da smo obkroženi s temi atraktivnimi kolaži. Zakaj si se odločila za kolaž? Kdaj si se prvič srečala pravzaprav s kolažem? Kolaž, ja. V bistvu me je kolaž nekako najdel dost po naključju, bi rekla lahko na nek način. Mogoče sem se, zdaj, ko pomislim nazaj, že rahlo spopadala s kolažem že v mojih dnevniških zapisih. Potem, ko sem gledala za nazaj, v bistvu nikoli nisem pisala dnevnika kot najstnica, sem pa vedno v bistvu lepila pa rezala neke spomine, jih probala tudi v neko celoto. Tako da, kljub temu, da temu ne bomo reči neka umetnost ali pa korkoli, ampak mogoče čisto samo tehniko sem se pa že takrat nekako spoprijela in v bistvu sem ugotovila, da nekako misli, ki jih imam, da jih v bistvu najlažje sestavim ravno skozi tehniko nekega lepljenja, nekega rezanja. No, ampak če odvijamo zdaj mečka naprej, sem pa v bistvu na koncu četrtega letnika na pedagoški fakulteti, na smeri likovna pedagogika, pri predmetu slikarstvo, pri profesorju Zdenku Kuzinu, sem se v bistvu pa prvič mečkam bolj resno lotila tehnike kolaža, takrat sem v bistvu imela voljo, da si pač izberemo svojo tehniko, s katero pač bi radi prikazali pač naše ustvarjanje. In pa mogoče čisto po naključju ali pa po razmerah sem nekako prišla do kolaža, ker sem vedno, priznam, pač pozabljala barve. Čopiči so se mi zasušili in potem sem v bistvu hodila po ateljeju in iskala pač neke odpadne materiale, ki so jih sošolci v bistvu dali v smeti in nekako probala iz tega nekaj narediti, na kar sem ugotovila, da v bistvu nekako se lahko izrazim z temi delčki veliko bolj, kot se lahko izrazim samo barvo. Ker že sami te delčki imajo neko svojo zgodbo, se pravi nek kontekst in v bistvu mi je bilo izredno interesantno, kako lahko v bistvu iz neke stvari, ki imajo nek kontekst, v bistvu nekaj svojega izrabim in ga pokombiniramo, tako nekako. Tako da takrat se je mečkrat že začel, potem takrat sem tudi ugotovila v bistvu to tehniko kolaža, ki je v bistvu mogoče moja malo lastna, ko uporabljam krep papir pa prtičke. In takrat sem tudi ugotovila, kako čisto po naključju, ko sem dala pač na platno krep papir, ga poškropila z vodo, da v bistvu nastaja ta neka akvarelna nota, v bistvu na vtis niti ni toliko kolaž, kakor je pa mogoče vtis slike, čeprav gre za kolaž. No, takrat se pravi, v četrtem letniku faksa sem nekako se mogoče že malo dotakala kolaža, nisem pa mislila v bistvu nadaljevanju čez leta, da bo pa pač to ta tehnika tak velik del mojega ustvarjanja. Vmes se je zgodilo to, da sem zaplavala v druge zvrsti umetnosti, od fotografiranja do pisanja, do potem tudi filma, tako da sem vmes spet imela idejo, da mogoče bom čisto nekaj drugi postala, ampak te zvrsti v bistvu so se pa vedno držala, samo kakšen let ali pa 2 let, vedno me je nobena stvar vedno me je izpustila po kakšnem letu ali po 2, se pravi, nobeno stvar se v bistvu nisem dokončno poljubila. No, potem pa se spet predstavimo leta naprej, nekih 5 let naprej, ko sem že dokončala tudi
sem delala diplomo iz filma, sem že to dokončala, sem pa v bistvu čist po nekem naključju oziroma dobila pa za novoletno darilo od prijateljice v bistvu tako škatlo v bistvu starih jugoslovanskih znamk. Predvsem mi je to podarila zaradi tega, ker pač je vedela, da v bistvu sem kot neke vrste zbirateljica teh nekih pozabljenih predmetov. In ko sem prvič odprla tisto škatlo in ko sem videla tiste znamke in ko sem ugotovila, koliko so barvite, koliko je neke vsebine noter, v bistvu takrat sem pa začela prvič razmišljati o tem, da pač so to neke stvari, ki je škoda, da so pozabljene, da so nekje v predalu in da mogoče so pa lahko neka platforma moje umetnosti, tako da sem ustvarjala, takrat sem še bolj iskala, tako da sem v bistvu potem te znamke kombinirala s temi značkami, ki sem jih že zbirala, ki sem imela že doma in z prtički, nekako so ratali kakor prvi mini kolaži, ki jih pa takrat še nisem pač prenesla na platno pa na papir, ampak sem jih prenašala na pluto in jih v bistvu razstavljala v obliki značk oziroma brošk in sem temu tudi govorila nosljiva zgodovina. No, kasneje se je ugotovilo, da pač ta mala platforma teh mini kolažov, da je to čist premalo, da bi se lahko izrazila vse to, kar bi rada v bistvu povedala oziroma opažanja, ki jih imam. Tako da sem se odločila, da probam pa to preslikati mogoče na malo večja platna. Se pravi, zakaj v bistvu kolaž? Zdi se mi, da je kolaž v bistvu na nek način zelo podoben življenju, ki ga živimo, sestavljeni iz določenih spominov, iz določenih zgodb in včasih sestavljen na najbolj absurden način. Nekdo mi je rekel, da v bistvu kljub temu, da gleda moje kolaže, da glede na razstavo zdaj, ko sem dala pa tematiko kronično pozni, da gledate kolaže ne glede na to, da obravnavam teme, ki so temačne, da v bistvu so pa vse moje kolaži igrivi na nek način oziroma da dobiš ob njih tudi nek topel občutek, in v bistvu je to zaradi tega, ker pač mogoče sestavljam stvari na način, kjer pač iz določenih kosov probam pač izvabiti najboljš in pač sestaviti neko, ne najboljšo, ampak najlepšo, ampak najbolj neko kvalitetno celoto in tudi kot pač v življenju tudi v bistvu na nek način bi bilo treba tako funkcionirati oziroma bi bil svet verjetno tudi veliko boljši, če bi dejansko pač iskali neke kvalitete določenih, če so tukaj kosi, je pač so v življenju pač to posamezniki, ki pač bi mogli pač v bistvu najboljše stvari, ki jih lahko dobimo, pač izvabiti iz tega in je najslabše, tako da v bistvu mogoče pač iz tega stališča. Zdaj pa zakaj tudi kolaž? V bistvu kolaž se mi pa zdi tudi tehnika, če sem prej povedala, da sem v bistvu vedno nekako surfala med različnimi zvrstmi, se pravi med fotografijo, med filmom, med risanjem, slikanjem, pisanjem, se je pa zgodilo pri kolažu to, da v bistvu sem ugotovila, da je združljiv z vsemi temi stvarmi in da v bistvu je ena taka tehnika, ki lahko to še nekako te zvrsti še nekako podkrepi, tako da in da pač ponuja veliko priložnosti in veliko več priložnosti, kot se mi mislimo. No, če pogledamo te tvoje kolaže, potem hitro ugotovimo, da so nekateri povsem klasični, drugi so pa atipični kolaži, ker v svoj ustvarjalni postopek uvajaš neke elemente asemblaža, recimo. No. Kateri materiali so ti še blizu pri tem tvojem avtorskem formiranju kolaža, komponiranju teh del? Se pravi, omenjala sem že, se pravi to stari serveti, omenjala sem verjetno stare časopise pa stare revije. Moram pa omeniti na te razstavi, pa recimo sem se pa prvič nekako spopadala tudi za nekimi najdenimi objekti, ki sem jih pač nabrala v različnih, sprehajanju v različnih rekah, se pravi neke stvari, ki smo jih ljudje zavrgli, tako da pač najdemo od
nekih želez do neke plastike, do takih steklenih stekleničk. Osnova so to, kar lahko tukaj vidite, se pravi stari izrezki časopisi in revij, stari serveti, krep papir, oziroma vse te stvari, ki na nek način gledamo kot nek kič, oziroma nekaj, kar pač pogledamo enkrat in zavržemo, ampak jaz sem ravno to hotela v bistvu iz teh kič stvari v bistvu iztisniti tisto, kar je pa dobrega in v bistvu v kombinaciji z nečim drugim v bistvu pač potem res se zaživi. Imam občutek, da pravzaprav kolažno slikaš. Kdo so tvoji vzorniki v likovni umetnosti in zakaj prav oni? V bistvu bom zdaj povedala čisto iskreno in zelo mogoče to, kar nekako gledam že od majhnega in pač mi je vzornik že od majhnega, pa čeprav gre to za neko fiktivno osebo, se mi še vse zdi, da neka ta poanta, ki sem jo prevzela od te fiktivne osebe, me v bistvu spremlja še danes in to je pač bila risanka Bojan, če se spomniš. Se spomnim? Vedno hodil okrog s kangrcami, z osnovnimi barvami in kar mi je bilo v bistvu pri njemu še posebej fascinantno, oziroma kaj bi si želela v bistvu skozi moje kolažno pripoved pokazati, doseči točno to, kar je Bojan v bistvu. Bojan je preko slikanja reševal probleme in tudi vedno, kar je naslikal, je v bistvu tudi oživelo, se pravi. To pa se mi zdi, da je pač nekako tudi bistvo mojega ustvarjanja je, da bi pač, da v bistvu bi te neke ideje, ki so nek pogled, da se v bistvu dejansko zaživi v pogledu gledalca oziroma da jih pač lahko doživi na tak način. Tako da ja, tako da Bojan je moj odgovor. No, če zavrtiva čas nazaj, potem bi rekel, da si začela z manjšimi, bolj komornimi, kolažnimi deli, zdaj se pa ukvarja z vedno bolj zahtevnimi in večjimi kompozicijami. Ali ti večji formati predstavljajo tudi večji izziv, kako je s tema še zmeraj nekako namenjaš pozornost tudi manjšemu formatu? Absolutno bi rekla, da je večji izziv in tudi zaradi tega je bilo postopno, se pravi, sem začela iz takih malih zadev, se pravi, iz teh koščik, ki smo rekli, se pravi, velikosti 5x5 cm in potem šele nadaljevala postopoma, recimo te kolaže, ki jih vidite tukaj, so recimo eni večjih, kar sem do zdaj prišla, da jih delam, to pa zaradi tega, ker v bistvu uporabljam vse te materiale, ki jih uporabljam, se pravi, tudi te izrezke časopisov pa iz revij, uporabljam samo originale, se pravi, ne delam fotokopij in jih povečujem in apliciram, ampak v bistvu res uporabljam samo originale, tudi zaradi tega v bistvu nekako, mogoče tudi, kako se temu reče, preventiva, da se mi neki motivi ne ponavljajo in da v bistvu res uporabljam samo takrat v enem delu. Res pa je, da ko začneš postopoma, zakaj sem tako postopoma šla na te večje formate, kljub temu, da mogoče efekt je pri kolažu, ko vidiš na veliko, še toliko večji, pa še toliko bolj močen, zaradi tega, ker v bistvu zaradi tega, ker sem uporabljala samo originalne izseke, pomeni, da sem nekako omejena z velikostjo teh odrezkov, kar pa pomeni, da ko to preneseš na večje platno, če nisi vešč, oziroma če se ne naučiš, kako take manjše koščke sestaviti v celoto, ki ne bo na velikem platnu v bistvu izgledala razdobljena in nepovezana. Tako da v bistvu sem se s tem, ves ta čas sem se s tem dosti ubadala. Tako da nekako sem zdaj prišla do tej stopnje in grem lepo počasi, v bistvu nadgrajujem to svojo tehniko in probam imeti tudi na večji, ampak postopoma pač. Jaz mislim, da je vedno potreben čas, da neke stvari dojameš, da neke stvari začneš. Da dozorijo, ja, tako nekako. No, Maruša, ti si povezovalka različnih umetniških načinov in izročil pravzaprav. Na tej razstavi imamo priliko poleg kolažov videti tudi prostorske inštalacije in še nek film, nek video, animacijo. V kakšni povezavi je ta video z ciklom Kronično pozni
In v kakšni povezavi se tvoja likovna dela, kolažna likovna dela sploh z videoprodukcijo? Kako to spajaš? Zakaj video? A to poveže celo zgodbo v eno drugo celoto in doda druge dimenzije? Pri tej razstavi sem pač v bistvu uporabljala, se pravi, gre za nek video, se pravi v bistvu za nek kolaž videa, ker sem uporabljala stare posnetke. Tako kot posnetke, mislim, posnetke fotografske uporabljam na platnih, sem jih tukaj pač uporabila v videu. Mogoče sem prvič dala to tudi na razstavo, ker se mi je zelo zanimivo iz tega, da pač v bistvu, se pravi, ko si na vladu gledaš nepremične podobe, medtem ko v videu zaživijo. Tukaj gre sicer za druge izseke, ampak mislim, da vsebinsko se pa vsem navezujejo na kronično pozne, tako da v bistvu imaš 2D pogled v to tematiko in tudi 3D pogled v to tematiko, večino, mislim, 3D pogled. Skratka, video poveže zadevo. Sem pa ugotovila vmes tudi, se pravi, tukaj gre za video, ampak sem pa se vmes tudi v bistvu spopadala z animacijo, se pravi z stop motionem in pa tako animacijo, kjer sem pa v bistvu je bilo zanimiv odziv tudi recimo od občinstva, no, nekako ko jaz gledam kolaž, kako naredim, jaz vidim, se pravi, kako se moje misli gibljajo po kolažu, kako v bistvu te koščine nekako reagirajo med sabo, medtem ko mogoče včasih seveda vsak gledalec, ko pride pred platno, pa gleda to skozi svoje oči, nekatere stvari so vidne tudi tiste, ki jih jaz vidim, nekateri najdejo svoje. Zdaj se mi pa, da pri animaciji sem pa gotovila, da v bistvu kolažu da še ravno to, pač neko narativo, no, ki je v bistvu, ki se mogoče tukaj izgubi, tam pa dejansko se začnejo premikati podobe in nekako da še nek spektor gledalcev več mogoče, no, tako. Vse skozi imam občutek, da je pri teh tvojih kolažih prisoten tak močen slikarski refleks. Si kdaj razmišljala, da bi pa recimo, ne vem, še bolj drzno intervenirala znotraj kolaža slikarsko? Zdaj se mi, da včasih delamo zelo, kako se reče, krivico, no, kolaže, no, na nek način, ne, ker mislimo, da pač to lepenje rezanje, ok, to zdaj si naredila, dajmo zdaj še dodati slikanje, ampak v bistvu veliko bolj kompleksno, veliko bolj intenzivno in se mi zdi, da dokler ne bom čutila potrebe, da popeljem, se pravi, neko drugo tehniko noter, da ponavadi pa čutiš potrebo takrat, ko vidiš, da ne moš samo skozi kolaž razložiti eno stvar, pa če jo bom, ampak do zdaj se mi zdi, da je kolaž vsem mi ponuje še toliko možnosti, no, izključno kolaž, tako se mi zdi. Ja, jaz mislim, da si pravzaprav po dolgih desetletjih nekolažnega ustvarjanja na Slovenskem nekako popularizirala in afirmirala to tehniko, ki je bila dejansko prezrta oziroma prisotna na področju oblikovalstva, mogoče nekih knjižnih izdaj, plakatov pa tako naprej. In ta tvoj prispevek je izjemno dragocen. No, ampak zdaj me pa nekaj drugega zanima. Odkot naslov tega tematskega sklopa kronično pozni? Pa kako je pandemija vplivala na tvoje ustvarjanje? Velikokrat se spopadam s tem, da ljudje okrog mene stalno zamujajo. Jaz kakor sicer pač pravijo, da bi rekla, da je to nekaj, kar bi bilo lahko tudi tipično za umetnike, čeprav jaz mislim, da ni, da je to samo neka, kako se temu reče, utvara, no, se mi zdi, da vsem v današnjem času, pač, če hočeš kaj narediti, mora biti vsaj točen že zaradi tega, ker pač veš, da imaš na drugi strani nekoga in že iz nekega spoštovanja, no, kakorkoli, ampak vedno so moji prijatelji zamujali in jaz sem se vedno jezila. In sem razmišljala v bistvu, potem smo se pogovarjali in o tem zamujanju, zakaj je to problematično, zakaj ni problematično, ampak v bistvu smo prišli do tega, da je problematično iz tega, da ni problem, da ti zamujaš, problem je ti, da na drugi strani pustiš nekoga čakati. In da on v bistvu na tisti drugi strani lahko samo čaka in v bistvu ne izkoristi tega časa
ki bi ga lahko za kaj drugega, no. In to se mi zdi, da v bistvu nekako jemlješ čas nekomu drugemu in ne vede, kljub temu, da pač seveda se naredi, zamudiš, vse lepo in prav. In v bistvu sem iz teh osebnih odnosov potem šla rahlo korak naprej in razmišljala in ugotovila, da je v bistvu to zamujanje prisotno praktično povsod. Se pravi, od tega, pač, da zamujamo pri pač problematiki kulture, pri problematiki ekologije, da zamujamo in da v bistvu ne glede na to, da smo vedno, sploh v današnjem času, ker imamo pač te telefone pa to, da smo vedno v bistvu, imamo dostop do ure, da vemo, koliko je ura, se pravi, ali pogledaš na avtobusni postaji na uro, pogledaš na telefon, nekoga vprašati, vedno lahko zveš, koliko je ura, ampak še vedno zamujamo, no. Tako da v bistvu, potem sem razmišljala naprej, da v bistvu zamujamo tudi pri stvareh, kjer pa v bistvu smo že rahlo lahko, bi lahko rekli, da smo že prepozni in kljub temu, da vidimo, koliko je ura, kljub temu, da vidimo, da je že 5:12, še vedno pač ne ukrepamo, da bi pač prišli na cilj prej. Tako da nekako se je ta tematika, ja, pač se pravim, razvila iz čisto vsakdanjega zamujanja na kavo, do tega, da pač je v bistvu to nekako pandemija, svetovna pandemija, no, je pač kroničnega zamujanja. Je pa zanimivo to, da v bistvu sem to pandemijo kroničnega zamujanja nekako, kronično pozni imenujem, nekako začela delati, še preden se je pač pojavila ta pandemija. In tudi pokazala, pač ta pandemija koronavirusa tudi pokazala vse te mogoče probleme, ki so nekako na površju surfali, ampak so jih v bistvu, ta pandemija jih je še večkrat bolj izpostavila in kar naenkrat smo ugotovili, da ja, da z veliko stvarmi na svetu pač kronično. Skratka, te zamude bi lahko aplicirali na eno tako globalno raven. Ja. Imam občutek, da se te krivice, ki se dogajajo v sodobnem svetu, močno dotaknejo. Da si tudi družbeno kritična pravzaprav pod neko povrhnico teh kolažev. Ja, jaz mislim, da sem ugotovila, da v bistvu da so kolaži tudi nek moj filter, preko katerega v bistvu jaz lahko povem, kaj me moti. Povem na način, ki mogoče bo ljudem majčkeno bolj viden. Recimo, na tej razstavi boste videli, pač, s katerimi vsemi problematiki se pač ukvarjam, ampak se mi zdi, da te problematike so v bistvu vsem znane na nek način. Ne? In pač gledamo jih po televiziji, poslušajo jih skozi po radiju, vse to. Ne? Ampak še kljub temu, da to vse smo skozi bombardirani, pa pravim, da kronično zamujamo. Ne? In v bistvu sem pač razmišljala, da mogoče skozi neko drugačno sliko, pa mogoče lahko še majčkeno bolj, pač, ne, da še majčkeno bolj doživimo, ker do enih stvari smo ratali totalno apatični, že tako, se pravi stvari posnetke, to, kar vidimo po televiziji, tako da se mi zdi, da mogoče pa... Nas ne ganjajo. Ja, nas ne ganjajo, tako da sem pač razmišljala, da mogoče pa pač skozi umetnost lahko pač te neke krivice oziroma nepravilnosti družbe pač izpostavljamo. Zdi se mi, da pač umetnost lahko spreminja, pač to sem 100%, kako se temu reče, tako da zato tudi rečem, da težko rečem, da smo že kronično prepozni, ker to pač je umetnost, težko rečem, da pač bo, da smo prepozni, ker umetnost vedno ponuja še neko novo upanje, pač za neke spremembe, za nek pač napredek, za neko drugačnost, no, tako. Pa če smo zdaj sem v bistvu s to drugačnostjo, sem pač razmišljala, da mogoče zato tudi kolaž neka tehnika, ki me je privlač, mogoče zato, ker je rahlo drugačna na nek način, kljub temu, da mogoče zaradi tega, ker ni bila toliko peljena v družbo, pa zaradi tega še vedno nekako kot drugačna izgleda, čeprav je pač primerjala s temi ostalimi, tako kot pač je vsaka drugačnost nekako lahko primerjala drugo drugačnostjo, no. In na koncu smo pač vsi. No, ampak drugačne so tudi tvoje prostorske inštalacije, ker na tej razstavi nimamo samo kolažev, imamo tudi prostorske inštalacije, ja. Ki niso mašilo tej razstavi, ampak so samozadostni likovni organizmi, ki dopolnjujejo pričujočo razstavo. Kaj bi povedala o teh prostorskih inštalacijah? O teh prostorskih inštalacijah bi sam povedala to, da sem v bistvu
hotela iti pač v neko to tretjo dimenzijo, da sem hotela pač postaviti prvič neke objekte, ki pač lahko gledalec ne samo, da jih pač da jih gleda z nekega kota, ampak da dejansko se lahko sprehodi okrog, ker seveda stvari in v življenju nasploh so vedno... Trodimenzionalno. Je trodimenzionalno in vedno je catch v tem, kako pogledaš stvari, se pravi, iz katere strani, iz katere pogota. Vse pa slikah tudi, ampak pri objekti se mi zdi pa to interesantno, da v bistvu še zadnjo stran vidiš. No, ampak ravno s tehniko asemblaža pravzaprav dvodimenzionalne zasnove razširjaš v prostor. Ja. No, zanima me pa nekaj drugega še. Nedvomno imaš sila razvit občutek za komponiranje, za kadriranje. Ali si pri samem delu, pri ustvarjanju pozorna na kompozicijskega pravila ali ustvarjaš povsem spontano? Jaz bi rekla, da spontano, čeprav verjetno čisto spontano ker neke stvari že skozi življenje pač nekako ponotranjiš in se ti v bistvu ne razmišljaš več o njih, ampak se ti dejansko avtomatski zraven pač preletaš pač tiste svoje misli, ki imaš tisti trenutek, da pač se to pač sestavlja. Tako da ja, spontano pa ne spontano, ne vem. Kakšno mnenje imaš recimo o digitalni obdelavi kolažnih zasnov? Drugače se lotaš stvari, se pravi, pač, ko delaš digitalno. Zaradi tega, ker se pravi, sicer preferiram analogne kolaže, ravno zaradi tega, ker se pravi, dejansko pač rada delam z rokami, rada čutim material, rada pač režem in vse to. Na nek način je tudi, lahko bi rekel, da na nek način neka meditacija, kljub temu, kakorkoli se slišam, ampak je. In pri analognem kolažu si ti v bistvu omejen z nekim materialom. Se pravi, rekla sem že prej, da nikoli stvari ne kopiram, ampak vedno uporabljam originale, kar pomeni, da sem vedno omejena. Se pravi, omejena sem s tistim materialom, ki ga najdem na smetišču, ki mi ga kdo prinese izpod strehe, ki ga najdem v kakšnem antikvariatu. Se pravi, neke stvari, ki jih imam okrog, pa mogoče imam 3-4 kupe in zdaj iz tega pač moram jaz v bistvu tiste misli, ki jih hočem zliti na papir, najdeti, se pravi, najbolj primerne dele. Ne moram imeti tisoč in enih variant, ker jih nimam, ker sem omejena s tem materialom. In ker pri digitalnem kolažu je stvar totalno drugačna, ne? Ker vemo pač, računalnik je podob tok in v bistvu imaš izbiro, je tvoja in ti lahko res izbiraš med zelo velikimi stvarmi, kar pa ne pomeni, da je to najlažje, ker v bistvu se mi zdi, da ravno v tem času, ko živimo, se mi zdi, da je problem ravno v tem, da pač imamo toliko stvari okrog sebe in v bistvu lahko izbiramo. Že recimo ko greš v trgovino po mlek, polica 20 različnih mlekov, in kar včasih je meni to recimo mogoče kar malo overwhelming, zaradi tega, ker kljub temu, da me toliko izbire, imam pa v bistvu ne vem, če nas je kdo kdaj naučil, kako v bistvu izbrati. Intimno še vedno prisegaš na to analogno varianto, na prostor za improvizacijo, za eksperiment in še recimo ready-made momenti so prisotni. Tudi še to stvar, kar sem sicer že po moji parkrat rekla v najnem pogovorju naključja pač. Več je prisotnih naključij, recimo pa analognem, kakor pri digitalnem. Absolutno. Pač, absolutno. No, do ene mere tudi pri digitalnem, če seveda jaz digitalno delam, ampak do neke mere se pravi, do neke mere sem tehnično sposobna, do neke mere potem je že še večja nadgradnja in pač jaz v nekih osnovah delam in tudi tam včasih zaradi mojega površnosti ali pa neznanja pride tudi do kakšnih finih naključij, ampak pri analognem pač bi rekla, da je tega veliko več. Kar pa se mi zdi cool, ker tudi naključja se mi zdijo, da so tak en del življenja, no, ki lahko pomenijo, da pač jih izkoristimo pač vse poprit ali pa jih ne izkoristimo vse poprit, pa pač v bistvu. No, zdaj bi pa še osvetlili eno drugo področje tvojega delovanja. Si
zelo aktivna znotraj hiše umetnosti, Lajrjeve hiše v Kranju. Tam že od leta 2018 soorganiziraš, iniciiraš to mednarodno razstavo kolaža, preko katere si najbrž spoznala veliko teh svojih kolegov tudi iz tujine. Tako naprej, daj mi kaj več povejo, kako je prišlo pravzaprav do te ideje o organizaciji ene take mednarodne razstave? V bistvu je spet nekako splet okoliščin, splet naključij, pač še se enih povezav. Bila sem v bistvu leta 2017. Sem bila sprejeta na festival kolaža Kolažistas, ki je v bistvu v organizaciji sprav umetnikov. In je festival, ki se vsako leto dogaja v drugi prestolnici Evrope. Takrat v bistvu sem odpotovala v Milano, mislim, da je bilo 6 dni, in v tem tednu sem v bistvu imela razstavo. Bilo je kakšnih 50 iz celega sveta pač umetnikov, ki delajo v kolaž tehniki. Sem se predstavila v bistvu z neko skupinsko razstavo. Bilo je pa tudi, to sem pa takrat v bistvu prvič nekako sem si rekla, wow, ker do takrat sem pač delala v Sloveniji kolaže, sem nekako bolj v bistvu se brigala zase, zdaj se mi, da kolaž je zdaj mogoče neka stvar, ki spet ni toliko, da ni toliko ljudi, ki se ukvarjajo s tem, da ni toliko, to, kar sem rekla, cenjena, kakorkoli. No, in potem sem prišla v tistem Milano in v tistem tednu smo imeli, se pravi, ne samo razstavo, imeli smo tudi se pravi, veliko teh umetniških pogovorov o kolažu, imeli smo pač veliko delavnic s kolažem, imeli smo veliko predstavitev, v glavnem kar naenkrat se najdli med ljudmi, ki so toliko nekako obsesivno navdušeni nad kolažem, kakor jaz, in kar naenkrat sem ugotovila, da v bistvu, ker vedno sem rekla, tam te po Sloveniji kakšno stvar, sem rekla, pismo, nič tazga, mislim, tako, pač nekaj nas je, to kolaž delamo, pa ni pa zdaj, in na kar sem ugotovila, da v Nemčiji, v Španiji, da to kolaž je pač v razcvetu in da to pač imajo od festivalov do veliko več v bistvu razstav, ki so dejansko pač izključno kolažu, recimo namenjene, veliko bolj, recimo, ne vem, v Španiji ima kolažno aranture, ima kolažno mafijo, ima marsikaj, no, v glavnem, da je veliko bolj tudi ta kolaž na nek način podprt in kar naenkrat sem tam bila v Milanu in sem bila popolnoma navdušena in popolnoma pač mi je bilo neverjetno, da v bistvu ta scena obstaja in da je kar močna scena in da v bistvu mi je, takrat v bistvu so mi dali tak velik zagon in ko sem prišla nazaj, sem kot ponavadi, ko grem Larimo na hišo na kavo, ravno razlagala Zali Vidali, ki je ki ima pač prek Larjeve hiše čez, program vodja. Sem ji razlagala to in je rekla, zakaj pa ne bi kaj tazga naredila v Kranju, zakaj pa ne bi kaj tazga naredila v Larjevi hiši. Meni se je zdela ta pač ideja predvsem zelo drzna in zelo, kako se mi reče, veliko potezna, tako se mi zdela, da ne vem, če, to bo rekla, Zala, bomo mi, da to skupaj, bomo mi Larjevo hišo. Zdaj se mi je fenomenalno, ker je že sama hiša, Larjeva hiša, v bistvu kot nek kolaž prostorov, pač ni neka bela kocka, ampak dejansko se ti izgubljaš v bistvu iz enega prostora v drug prostor, čez obok, v drugo hišo, v staro hišo, to in v bistvu lahko se izgubljaš kar nekaj časa po tej Larjevi hiši, veliki majhni prostori, obokani prostori, v glavnem kar na nek način je v bistvu arhitekturni kolaž in se mi zdelo, da to, wow, to je pa sploh idealno prizorišče mi da so sicer, se pravi, za to idejo sem nekako pograbila in sem rekla, ja, super, to bi bilo fajn. Sva pa seveda iz teh majhnih korakov, ki so jih naredile, ker sem mislila, da bo že ta prvi festival kolaža predvsem v manjšem obsegu, pa nekako so potem ugotovila, da kaj vse se še da s kolažem, koliko je enega kvalitetnega kolaža in v bistvu so nekako potem razširile to idejo in na koncu bo pač že ta prvi festival kar velik festival in je zajemal v bistvu vse prostore Larjeve hiše, ne samo to, tudi v bistvu ulične razstave, murale smo začeli tudi delati na temu festivalu, tako da sem še posebej ponosna na mural v bistvu od
španske kolažistke Suzane Blasko, ki je bila tudi sem povabila na rezidenco, že nekaj časa sem bila, v bistvu mi je bila ona kot neko navdih, oziroma sem videla v njenih delih veliko kvalitete in sem bila presrečna, ker se je v bistvu vzala na moje povabilo, da pride v naš mali Kranj na festival sodobnega kolaža in v bistvu za nas naredi mural na eni od kranjskih hiš. Skratka, v deželah, kjer se umetnost bolj ceni, kolaž doživlja boom. Tvoja dela so bila tudi v tujini dobro sprejeta, recimo v Parizu, v salonu lepih umetnosti, si bila deležna pozornosti, tam si dobila še priznanje. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? V postkoronskem času? Kompleksno vprašanje. Ja, mislim, načrti, predvsem to, da pač ustvarjam naprej, da kljub situaciji, v kateri se znajdemo umetniki, pač... Ja. Lahko da bi zdaj še enkrat. Seveda. Skratka, v deželah, kjer se umetnost bolj ceni, je kolaž trenutno na pohodu, doživlja boom. Tudi tvoja dela so bila zelo dobro sprejeta v tujini, recimo v Parizu. Pred leti si dobila priznanje na razstavi v salonu lepih umetnosti. To ni kar tako. Kaj planiraš v prihodnje, recimo v postkoronskem času? Kakšni so načrti? V bistvu je kompleksno vprašanje. Kakšni so moji načrti? Predvsem so moji načrti, da pač naprej ustvarjam, da naprej delam, ker vemo, kakšno je v bistvu stanje nekako umetnikov v Sloveniji, pač vemo, da pač se nekako težko z umetnostjo preživeti, tako da se pač v bistvu soočaš vedno z novimi problemi, včasih tudi že si na meji, da bi kar majčkeno obupal, no? Tako da predvsem moja želja za prihodnost je to, da pač da naprej pač ustvarjam, da probam se čim bolj izpopolnim, da pač probam v bistvu mogoče še majčkeno globje za globje v bistvu odkopati neke stvari, ki so še pod površjem prven. Kar se tiče kolaža, predvsem po moje to, da bom probala, tako kot sem že do zdaj, pač probala kolaž povezati tudi z drugimi mediji, tudi z drugimi pač zvrstmi umetnosti. Se mi zdi, da bom to še naprej. Zelo pomembno pri meni je, se mi zdi pri mojem ustvarjanju, oziroma skozi to izpostavljam, je pač sodelovanje. Torej pač želim si v prihodnosti, tako kot sem sedaj, recimo prejšnjo leto, ko sem imela tako malo večjo razstavo, kjer sem pač predstavila tudi projekte, ki sem jih delala z drugimi umetniki. In se mi nekako zdi to sodelovanje pač zelo veliko prinese, meni osebno in mojemu ustvarjanju, zaradi tega, ker sem pač mogoče na kakšne stvari začela majčkeno drugače gledati, naučiš veliko novega s tem, ko sodeluješ. Seveda je vsako sodelovanje tudi na nek način, moraš iti čez to oviro nekega svojega lastnega egota. Se mi zdi, da je tudi zelo v tem, da se poslušaš, v tem, da sprejemaš, v tem, da mogoče pri kakšni ideji, ki ima nekdo drug boljšo, pač jo ozavestiš in rečeš, da je boljša in v bistvu pač slediš temu. Tako da ja, jaz upam, da pač mi je v prihodnost prinesla še več tega sodelovanja, še več tega združevanja, ker se mi zdi, da sem tudi močnejši, da se tudi te naše ideje, ki se začnejo nekako prepletati, lahko povejo še več. Tako da ja, eno stvar je sodelovanje, eno stvar je to, da pač še majčkeno izpopolnim to tehniko kolaža. Predvsem pa mislim, da bo zdaj mogoče končno prišel čas, da bom si pa vzela krajšo pavzo v smislu, da bom res se fokusirala izključno v delo v mojem ateljeju in se prav se posvetila, ker vemo, da pač vedno pridejo še druge stvari, ki jih moraš delati kot umetnik, no. In včasih je te stvari pri tvojem delu ti pomagajo in te ga nadgrajujejo, včasih ti pa v bistvu to tudi mogoče malo zamegli pogled, tako da se mi zdi, da mogoče zdaj čas, da se majčkeno umirim in da mogoče še majčkeno globje različiti te stvari. Tako da ja, ne vem, mislim, saj
Vse je odprto. Vse je odprto, možnosti je ful, kljub temu, da včasih se zdi, da jih ni, ampak ja, upam, da čim bolj barvita prihodnost. No. Maruša Štibelj, hvala za ta izčrpan pogovor, za te zanimive misli in sploh za obisk v galeriji Ivana Groharja in še za to razstavo. Želim ti veliko uspeha na vseh poljih tvojega dejstvovanja in še enkrat hvala lepa.